Živja! Mi smo na poti in sicer prvotni plan, ki je bila vzhodna Turčija, je odpadel zopet zaradi pomanjkanja časa, tako da smo se vseeno odločili, da se odpravimo nekam na jug. Na Peloponezu še nismo bili, tako da to je zdaj naša naslednja destinacija, se pravi Grčija, malo morja. Malo morja, malo zgodovine. Tako da pustimo se presenetiti, Grčija nas še nikoli ni razočarala. Danes smo že v Grčiji, pa gremo v grobnice gledati in to bo super. Naše prvo jutro v Grčiji, ustavili smo se pa v mestu Vergini. To je v bistvu velikokrat prezrto, no, ampak znano je pa po kraljevih grobnicah, kjer je pokopan oče Aleksandra Velikega in pa tudi njegov sin. Res, da smo rekli, da bomo spali na divje, ampak če smo že v Meteori, se mi zdi, da več in manj se vsi ustavimo v kampu Vrakos. Ima bazen, pa res lepe razglede na te skale. Tako da danes v bistvu si gremo jih ogledati, potem pa naprej proti Delfiju. Včasih je bila edina možna pot do gor, da so te v bistvu zvlekali na vrhu teh samostanov in so bili v bistvu tako zelo dobro zaščiteni, da jih niso zasegli. Zdaj je pa seveda malo večji luksus stopnice. Je pa v bistvu pravilo oblačenje nič topkov, nič majčk brez rokavov in kratkih hlač. Tako to velja za moške kot ženske. Dobite pa tam neka pregrinjala, če že hočete iti, pa vstopnina je vsakek muzej. Za naju Simonom je obvezna stvar na potovanju po Grčiji tudi frappe. Mislim, da ga je tako posod skoraj vsi pijejo. Pride 2 evra, zraven pa dobiš še v bistvu pol litra vode v plastenki, če greš take away vzameš. Ja, mrzlo. Na zdravje. Je pa frappe v bistvu mrzla kava, no? Dodajo kocke ledu, potem ti jo pa pripravijo ali z mlekom, sladkorjem, lahko brez, pač poveste, kako jo želite in to je to. Zaradi takšnih zalivčkov, ki jih imaš v bistvu skoraj čist zase, pohanje nekih brezpoti, kamor lahko prideš, sicer mogoče s kakšnimi velikimi avtodomi, sicer posod ne, ampak to je to. Zato je tukaj vedno, Grčija je vedno prava izbira. Danes je Delfi odpadel, ker v sobotah, petkih, sobotah in nedeljah se prej zaprejo, tako da smo se potem zasidrali kar ob eni plaži, približno 30 km južno od Delfija, gledamo na Peloponez in smo tudi na divje. Nič nam ne manjka, prav super je vse skupaj. V Grčiji seveda en cel kup ostankov, antičnih ostankov. Stari Grki so vsekakor pustili tukaj svoj podpis. Zdaj smo v Delfiju zaradi preročišča Apolona, se pravi nekakšnega boga prerokbe. Tukaj so pravzaprav prišli razni veljaki po nasvete, po razna vprašanja, če je kaj pametno začeti kakšno bitko, če je pametno kakšno kolonijo novo ustanoviti. Tako da to je bilo nekako vse helensko svetišče, preročišče. V Delfiju je tudi stadion, kjer so imeli neke športne igre. Pravzaprav pravijo, da so bile to predhodnice olimpijskih iger. Še en nasvet, ko si greste ogledovati ruševine, bodite tam takoj zjutraj, ko se odprejo, ker je prvič zelo vroče, drugič pa je tudi kar precej ljudi že. Vstopnine vam bodo tudi kar olajšale denarnico,
12 evrov na odraslega, pa od 6 let naprej za otroke je 6 evrov. Drugače pa je izven sezone od novembra do marca, so pa vstopnine po polovični ceni. Na Pelopones smo se seveda prepeljali čez Korintski prekop. Gradili so ga v bistvu 12 let in nekako velja za presežek, tehnološki presežek 19. stoletja, in če se boste kje od tukaj potikali, se vam res splača pogledati, ker je res taka zanimiva zadeva, ki jo ne vidiš vsak dan. No, pa smo prišli še do znamenitega amfiteatra Epidaurus. Nad mestom Napoleon se dviga tudi trdnjava na 216 metrov nadmorske višine. Zgrajena je bila v bistvu v 18. stoletju, potem so jo Turki, preden je bila sploh končana, so jo osvojili, nato pa je spet postala last Grkov. Iz nje je res en tak čudovit razgled. Vstopnina je zaenkrat 8 evrov, za odraslega 4 evre za otroke na 6 let, ampak mislim, da je kar vredno. Dobro jutro. Praktično čist na plaži smo danes našli parkirišče in zdaj se gremo najprej kopati. Zdaj smo šli pa še malo švicati v Monemvazijo. To je v bistvu kraj na skali, pravzaprav na otočku, ki so ga povezali z mostom. Ful slikovito, res ful lepo, sicer tudi kar precej turistično in predvsem vroče. Naš današnji cilj je otok Elafonisos. Upam, da pridemo. Cirka kilometer je kolona dolga za trajekt, naj bi okoli 20 minut vozil. Tako da zdaj pa čakamo, no, in se pomikamo zelo popolže, na vsake pol ure gre. Zanima, koliko časa bomo rabili, da pridemo. So pa to baje nekakšni grški Maldivi, tako da jih moramo videti, ne. Tale otok Elafonisos je res tak rajski, no, bom rekla. Tukaj smo se zdaj še zasidrali iz kempa ven za kosilo, imamo res nor razgled. Čakam, da naredim sicer kosilo, fanta nekaj šraufata. Je šla pumpa za vodo, imamo sicer rezervno, zaradi tega, ker nam je tudi že enkrat prešla in sva rekla, najbolje, da imamo še eno rezervno s sabo, in sva upala, da ne bo prav prišla, ampak zgleda, da tole nekaj ne štima pri tehle zadevah, ne vem, so res toliko slabe kvalitete ali kakorkoli, v glavnem. Delo imamo, no. Zapustili smo prvi prst Peloponeza in zdaj se počasi bomo pomikali po drugem, ki naj bi veljal za malo bolj divjega. Sicer po številu kemperjev, kjer smo danes spali na parkirišču, to ne zgleda.
No, ampak res pa je, da smo zraven potopljene oziroma nasedle ladje Dimitrios. Tukaj je eno parkirišče, kjer se lahko spet tudi nadivje. Mi smo se že kopali, zdaj zjutraj si gremo pa še ladjo pogledati. Plaža je pa znana tudi po tem, da pridejo vse morske gnezde, morske želve gnezditi oziroma valiti jajca, tako da tukaj so bolj tudi dobro označena ta gnezda. Z Renom sva imela neverjetno srečo in sva dejansko videla mladička želvico, ki je v bistvu se plazil proti morju. Tukaj so tudi ena skupina dijakov, študentov, ki jih pazijo, delajo statistiko. Tale malček naš je bil sicer brez ene nogice oziroma levo sprednjo je imel poškodovano, tako da vprašanje, če mu bo uspelo. Sva pa zvedla, da po 20 letih te želve pridejo v bistvu valiti spet na isto plažo, tako da tam, kjer se rodijo, tam potem pustijo tudi svoja jajca čez 20 letji. Zelo simpatično. Iščemo restauracijo pa plažo, na koncu pa zabluzimo totalno, pa na avtu lomimo veje, ampak upamo, da se bo splačalo. Evo. Zalivček skoraj samo za nas, sem še ena grška lokalna družinca in to je to. Se kar splačali, ni sicer mivka in rajsko, ampak smo pa sami, kar je v avgustu v Grčiji, kakor ugotavljamo, precej težko. Vroče! Ale Grčija, Pelopones je res nor, brez sence, tako da kar malo trpimo do vsake tak časa. Zdaj se gremo pa malo ohladiti v jamo Diros. V bistvu zelo znana jama na Peloponezu. Dosti podobna je še ena na Santoriniju. Vozimo se s čolnčki. Ni cela odprta, zato ker je v določenih delih preveč vode. No, ampak pa je, da je kljub temu se je splača pogledati, tako da vidimo, kakšne jame imajo tukaj na obali Peloponeza. Smo že na ta zadnjem, tretjem prstu, se pravi čisto na zahodni strani. In malo pod Kalamato smo našli še en tak simpatičen prostor za spanje. Tokrat smo pa dejansko res na plaži. Preden se odpravimo do novih plaž, nas čakajo še slapovi Polilimnijo. Naj bi bili tam tudi tolmunčki, kjer se lahko okopamo. Mi smo zdaj oboroženi s kopalkami in brisačami, tako da bomo videli, kako izgleda. Naj bi bilo lepo, pa pustimo se presenetiti.
Slovakijo. Na tem našem tripu je vedno tako noro vroče, da se nam kaj dosti sploh ne da po ogledi hoditi, sploh ne po mestih, ki so že tako razgreta in nekako vedno pridemo sred dneva tja, no, ampak v Metoni nam je zdaj uspelo celo pol 5 popoldne prideti, tako da zdaj si gremo pogledati malo trdnjavo in naokrog. Še naši zadnji ostanki antične Grčije, si gremo pogledati Olimpijo, se pravi kraj, kjer so se olimpijske igre začele in so v bistvu trajale tudi 1000 let in kraj, odkoder se še vedno ponese olimpijski ogenj na olimpijske igre v današnjih časih. Če se kdo sprašuje, je divje kampiranje dovoljeno v Grčiji. Zdaj smo prišli na eno plažo, kjer so v bistvu naredili čisto na divje kemp. Tukaj so dobesedno baldahini, prikolice, se vidi, da so po moje celo poletje tukaj vse na divje, tako da evo, da se. Zapustili smo Pelopones in to čez Patrast most. Most precej impresiven, tudi cena je kar impresivna, 21 evrov, no, za 3. kategorijo, se pravi avtodom. Nam se je malo mudilo, tako da zato smo šli po mostu na mesto, da bi šli na trajekt. Drugače smo se pa potem zasidrali spet na divje, gledamo tudi na most celo, zelo simpatičen kraj ob eni visoki pečini. Danes smo se hoteli ustaviti v Bargi, ampak je bilo tako noro, veliko ljudi in takšna gneča, da smo se samo naprej odpeljali in rekli, bomo ta del Grčije pustili za enkrat drugič, tako da zdaj smo pa že na poti proti Albaniji. Danes, če bo vse po sreči, spimo že tam, bomo videli, kakšna bo gneča na meji, no, ampak to je to, nova država, Albanija, here we come. Zdaj se premetavamo do ene plaže v Albaniji, kjer smo bili v bistvu s terencem, tako da evo, zaenkrat nam kar gre, no. Je pa cesta zelo taka vigi-vagi. Tole je še en dokaz, da res Albanija vedno manj kotičkov, pa naj do tja vodijo ne vem kakšne luknjaste ceste. Tale Albanija bo divja samo še v notranjost. To se pa že naše ribe pečejo.
smo rekli, če je že kafič tukaj gor, ga bomo izkoristili in smo si naročili ribjo plato, 2 oradi, solata, pa nekaj krompirja, pride 22 evrov, no, kar se mi zdi kar v redu. Tako da si bomo danes prvoščili tako večerjo. Da slabo, a ne? Dober tek. V Albaniji se res noro gradi tudi ceste, mi smo bili lani tukaj, evo, pa se vozimo že po nekih drugih cestah popolnoma novih, tako da vsako leto, ko se znajdeš v Albaniji, je malo drugače. Že nekajkrat smo si želeli pogledati Bunkart v Tirani, ampak nekako nam ni zneslo. Zdaj, ko gremo nazaj proti Sloveniji čez Albanijo, smo se pa le zgužvali čez mesto in si ga bomo pogledali. Je pa to bunker v bistvu iz časa hladne vojne, ki je zdaj spremenjen v muzej sodobne umetnosti in pa zgodovine. Naj bi bil zelo zanimiv, tako da poglejmo. Albanija je veljala tudi za državo bunkerjev. V bistvu v 8 letih naj bi jih zgradili kar 21.000 vsako leto. Vsega skupaj naj bi bilo praktično čez 220.000 bunkerjev po celi državi, no na koncu jih je bilo realiziranih okoli 173.000, nekako na vsakega 11. V bistvu en bunker na 11 prebivalcev. Tako da to je bilo v bistvu en tak projekt, ki ga potem tudi nikoli niso čisto do konca speljali, pa tudi niso ga potrebovali. No. V Tirani si lahko gledamo 2 podobna bunkarta. Mi smo v številki 1 in moram reči, da se ga res plača pogledati, predvsej impresivno. Preden zapustimo Albanijo, si bomo pa prvošli nedaleč stran od Skadra, neko turistično kmetijo, gremo v bistvu na kosilo. Mrizi za nave se imenuje, zelo pohvalijo, no, tako da dober tek. Med jedjo nismo kaj dosti snemali, ker smo raje uživali. V bistvu hrana je precej dobra, no, moram priznati. Količinsko jo je tudi en cel kup, nimajo menija, ker v bistvu imajo neke sezonske stvari. Vse je domače, poceni. Mi smo za vse 3 plačali 43 evrov, od predjedi, več predjedi, suhih, toplih, 3 glavne jedi, vino, pivo, sladice. Tako da cenovno se mi zdi kar v redu. So sicer malo podražili, ker je bilo baje včasih ceneje. No, ampak minus vsega je pa ta, no, meni se je osebno zdelo precej tako industrijsko že. Smo si vsi bolj predstavljali neko bolj tisto kmečko, oziroma kmetijo odprtih vrat, je pa to kar precej velika gostilna. Za naš okus malo preveč vsega, malo preveč ljudi. Tako da mislili smo tukaj prespati, ker lahko prespite tudi brezplačno tukaj. Še eno noč smo prespali v Albaniji pri Skadru, kamp Legenda. Tam smo bili že lani, tako da skoraj že naš tradicionalen kamp. Ima bazen, je lepo urejen. Tako da snemali sicer nismo nič, ker smo se čist relaksirali in zdaj gremo proti Črni gori, pa je, da so kar gneče na mejah, ampak držimo pesti, da ne bo prehudo. Vožnjo čez Črno goro si bomo malo skrajšali in gremo čez zaliv Kotar kar s trajektom. Cena za naš kemper do 6 metrov, 10 evrov pa 50 centov. Eno čaka.
Na polotoku Pelješac si bomo ogledali še znamenito mesto Ston. Ston je znano tudi kot nekakšna utrdba oziroma zaščita za Dubrovnik je bila znana. No. Po obzidju, ki naj bi bil celo najdaljši kamniti zid v Evropi, se da prideti vse do Malega Stona, to je približno 2 km v eno smer, tako da bomo videli, če ne bo prevroče, šibamo mi tudi po celi poti, ki je odprta. Drugače pa kaj skrajšamo, se pa iz prve trdnjave tudi lepo vidijo soline, ki so, naj bi bile celo najstarejše tovrstne soline na svetu. Za konec naše poti po Grčiji oziroma po Peloponezu smo se za 2 dni zasidrali še nekje na Hrvaškem. Tukaj se bomo malo spočili, malo umili in to je to za tale trip. Tako da uživite vsi, ali vas zanese v Grčijo ali pa kam drugam. Uživajte, čau!